Ja, na Ministrstvu za finance se je pojavil nov predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, v katerih je določba, da se delniška knjiga zapre, kar z drugimi besedami pomeni, da javnost ne bo dobila podatkov o tem, kdo je dejansko lastnik posameznih gospodarskih družb. Mi takšni rešitvi odločno nasprotujemo, predvsem zaradi tega, ker v Slovenski demokratski stranki menimo, da mora biti lastništvo v sedanjem trenutku transparentno in da moramo dejansko vedeti ne samo to, kdo je danes lastnik, ampak kdo ne bi bil lastnik tudi v prihodnje. Transparentnost lastništva pomeni ne samo neko obveznost lastnikov, ampak dejansko tudi odgovornost. Odgovornost predvsem v smislu, da se z lastnino podjetij čim bolj učinkovito gospodari v korist vseh. Dejansko ne vemo, kakšni motivi so vodili Ministrstvo za finance do takšnih rešitev. Menimo pa, da motivi ne morejo biti racionalni, ampak da so morda, v to seveda ne vemo in nismo prepričani, vendar upamo, da ni to rezultat lobiranja posameznih skupin, ki imajo že danes tako in tako privilegiran položaj v državi. Mi močno upamo, da bo v nadaljnjih postopkih takšna rešitev in ta določba, ki določa zaprtje delniških knjig, spremenjena, oziroma da bo rešitev takšna, da ne bo možno parkirati delnic pri nekaterih podjetjih in da dejansko ne bo prišlo do skritih prevzemov podjetij.